Temi. Na svetu se je razplamtela prava trgovinska vojna s polprevodniki oziroma čipi oziroma med Kitajsko na eni strani ter ZDA in Evropsko unijo na drugi. V zadnjem tednu se je ta še poglobila. Washington s svojimi evropskimi zaveznicami namreč dodatno omejuje izvoz visokotehnoloških polprevodnikov in tehnologije na Kitajsko ter premišljuje o blokadi investicij na Kitajsko. No, Kitajska pa je v odzivu na omejitev izvoza iz Nizozemske in iz ZDA minuli teden napovedala protiukrepe ter zaostrila svoj izvoz ključnih kovin za proizvodnjo čipov. Vse to pa povzroča nove negotovosti na trgu. Nizozemsko podjetje ASML, edini proizvajalec strojev za proizvodnjo polprevodnikov, s 1. septembrom močno omejuje izvoz na Kitajsko. Ukrep, ki je usklajen z ameriško vlado, je poskus preprečitve uporabe tehnologije za krepitev kitajske vojske. Dus het gaat om nationale veiligheid. Bij China zijn er zorgen over veiligheid, maar ook andere landen die die machines importeren. 你没有光刻机就是造不出来嘛，这很简单，就是这个，我觉得这个逻辑是非常简单明了的，就是你要有光刻机，然后你才能去造芯片。 Kitajska povračilo s 1. avgustom omejuje izvoz nekaterih izdelkov iz Galija in Germanija, sicer sestavnih delov polprevodnikov in radarskih sistemov. To je drugi najostrejši ukrep Pekinga, potem ko je maja domačim podjetjem prepovedal nakupe izdelkov ameriškega proizvajalca Micron. 中国政府依法对相关物项实施出口管制，是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。 Proizvajalci čipov že iščejo nove dobavitelje ključnih kovin, pomanjkanje pa bi lahko posledično upočasnilo proizvodnjo polprevodnikov ter električnih naprav in vozil. 65% polprevodnikov proizvedejo na Tajvanu, zaradi političnih napetosti s Kitajsko pa so ti postali del geopolitičnega boja. Evropska unija zato skupaj z ZDA na Japonskem in v Južni Koreji išče nove partnerje in dobavitelje. We want to reduce this risk, and it covers many aspects like critical raw materials, some minerals, but also in semiconductors. Evropska unija in ZDA so v luči šibitve razvoja polprevodnikov na Kitajskem sprejele akta o čipih, s katerima domačim in tujim podjetjem ponujajo milijardne subvencije. Tako tajvanski proizvajalec polprevodnikov gradi tovarne v ZDA in na Japonskem, ameriško podjetje Intel pa je sklenilo velika posla z nemško in poljsko vlado. We should not be reliant on any single port, any single location, any single country, and with that, US, Europe, and Asia need more resilient and balanced supply chains. Čeprav trenutno globalni igralci po svetu vlagajo milijarde v proizvodnjo čipov, pa za zdaj nihče teh ne more proizvesti popolnoma samostojno. No, naš gost na to temo pa je dr. Marko Jankovec z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predavatelj in raziskovalec v laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Dobro večer in dobrodošli. Jasno je, zakaj so čipi tako pomembni na svetu. Zdaj, praktično ni več izdelkov, ki bi jih lahko uporabljali brez čipov, ali pojav umetne inteligence in ta razcvet podjetja Nvidia, ameriškega proizvajalca čipov, ki proizvaja te v bistvu najboljše čipe za, recimo temu, umetno inteligenco, karkoli spreminja v svetu čipov. Vsaka taka nova tehnologija povzroča tudi spremembo na področju proizvodnje čipov in dizajnu. In to smo že doživeli parkrat do zdaj. Vzpon IoT tehnologije, Internet of Things recimo, plus ta v koronskem obdobju povečano povpraševanje po tej tehniki, zabavni in pa komunikacijski tehniki povzročilo. Ker so ljudje pač več doma, ne? Tako je. In vse to je povzročilo pomanjkanje čipov, ki pa bilo hkrati povzročeno s tem, da so se določene tovarne zaradi COVID ukrepov zapirale. Zdaj, kot smo slišali v prispevku, je zanimivo, ne? Nobena država in regija v tej proizvodni verigi čipov ne more prevladati, ker je pač to razdeljeno. V ZDA in Evropi proizvajajo največ opreme za izdelavo čipov, na Tajvanu je recimo največja livarna čipov, tako rekoč najpomembnejša na svetu. Na Kitajskem imajo pa v bistvu, so zbrali v bistvu te glavne surovine za čipe. Se lahko na tem področju surovinske odvisnosti od Kitajske kaj zgodi? Ali obstaja možnost, da bi čipe proizvali tudi iz drugih, recimo temu, redkih kovin? Ja, zdaj silicij vemo, da je najpogostejša, tista glavna sestavina vse mikroelektronike. Govore pa tukaj v galiju in germaniju. Galij in germanij
nista glavni komponenti mainstream, preko zabavne elektronike in pa nasplošno elektronike v široki potrošnji, ampak sestavljata pa ključne segmente, ki so tudi strateško pomembni v našem, rekel, elektronskem svetu. Govorim recimo o pogonih za avtomobile, govorim o predvornikih za fotovoltaiko, predvsem pa o komunikacijskih sistemih, o LED svetilih, recimo o laserskih sistemih, optične komunikacije in pa 5G. Tukaj pa predstavlja galij v galij nitridu, galij arzenidu in pa germanij ključni sestavni komponenti, ki pa poganjata ta segment. In tukaj pa se verjetno zelo krešajo te sile. Zagotovo. Nekdanji evropski komisar iz Slovenije, dr. Janez Potočnik, je že leta in leta velik zagovornik ponovne uporabe dragocenih kovin oziroma surovin v že obstoječih elektronskih napravah, ki jih morda imamo doma ali kar tako odvržemo. Recimo star prenosni telefon je na nek način rudnik redkih kovin. Ali je s polprevodniki podobno navsezadnje, recimo tudi sončne celice v solarnih panelih so izdelane iz silicija? Ja, res je. Seveda moramo vedeti, da recimo čipi masno gledano sestavljajo majhen delež mase enega elektronskega izdelka. Glavni sestavni del je silicij, vendar tukaj noter potem najdemo razne drage kovine, kot so zlato, srebro, tudi baker, paladij, in ta del ni še prav dobro izkoriščen v teku reciklaže. In mislim, da imamo tukaj velike potencijale, da lahko s podobnimi, recimo bolj podrobnimi tehnikami uspemo te materijale dobiti nazaj. Silicij sam je pa itak na svetu najpogostejši mineral v zemlji in tukaj ni težav, ampak ko pa govorimo o fotovoltaiki, so pa količine porabljenega silicija bistveno večje od mikroelektronike. Vemo, da je razcvet fotovoltaike pred desetletjem povzročil tudi primanjkljaj proizvodnje silicija. In tukaj pa se že pojavljajo prva podjetja in pa raziskave v zvezi s tem, da tudi ta silicij iz sončnih celic uporabijo ponovno v izdelavi novih sončnih celic. To je bilo seveda zelo dobro. Slišali smo, da si v Evropi močno prizadevamo povečati proizvodne in razvojne možnosti čipov. Zdaj v neposredni bližini Slovenije pri Beljaku je velika tovarna čipov nemške družbe Infineon. V Nemčiji bo recimo država z 10 milijardami evrov podprla gradnjo nove proizvodne čipov ameriškega Intela, enako Poljska za 4 milijarde v Wroclawu. Ali bi bilo smiselno v Sloveniji proizvajati čipe, ki bi recimo zadostili potrebam slovenskih podjetij? V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo mikroelektronike. Na naši fakulteti je bilo izdelano prvo mikroelektronsko vezje leta 1976, ko sem se jaz rodil, recimo. Zdaj pa v tem času se iz tega bazena vzgojilo veliko odličnih inženirjev in so se vzpostavila podjetja, ki v Sloveniji na mikroelektroniki delujejo. Torej, ta podjetja razvijajo čipe, deloma se tudi vrši proizvodnja. Vendar pa mi moramo vedeti, da če mi želimo v Sloveniji postaviti tovarno za mainstream masovno proizvodno čipov, govorimo o investiciji 10 milijard, 20 milijard evrov. Poleg tega rabimo še eno reko, ki bo tekla mimo te tovarne, ki bo uporabljena za hlajenje, in pa 2 daljnovoda, ki bodo skrbela za neovirano napajanje take elektrane. In v Sloveniji dejansko jaz mislim, da to nima smisla. Zagotovo pa mi lahko vložimo vse napore v nišne področja, kjer pa lahko z najvišjo dodano vrednostjo dobimo tisto, kar v bistvu mikroelektronika lahko da. Kajti danes razvoj elektronike seveda nima več tiste dodane vrednosti, kot jo ima lahko razvoj polprevodnikov, ki to elektroniko podpira. Naprimer, ker zdaj tudi Slovenija seveda je del tega evropskega razvojnega programa, ki obeta več kot 40 milijard javnih in zasebnih sredstev. Kje bi tu lahko v Sloveniji našli svoj, recimo temu, prostor pod soncem? Zagotovo so ta nišna visokotehnološka področja, recimo primer bi bila optična fotonska integrirana vezja, ki jih recimo med drugim kolegi moji razvijajo na naši fakulteti. In tukaj govorimo res o nišnih proizvodih, ki pa so lahko zelo prodorna in imajo visoko dodano vrednost, naprimer v področjih kvantne komunikacije, kriptografije in podobno. Vendar pa hkrati v Sloveniji lahko konkuriramo širše
v luči tega akta o čipih, evropskega akta o čipih, in zato smo se tudi združili, smo podpisali sporazum, 3 univerze, Inštitut Jožef Štefan, 20 slovenskih podjetij z področja mikroelektronike, da bi ustanovili konzorcij, ki bi skupno nastopal v razpisih v tem aktu o čipih, ki ga Evropska unija pripravlja. In tukaj bi lahko zares podprli slovensko industrijo, ne samo na področju recimo raziskav in razvoja, ampak tudi v izobraževanju, privabili slovenske in tuje znanstvenike nazaj, recimo v ta naš okrog, in s pomočjo tega lahko podprli slovensko industrijo na področju mikroelektronike. Zanimiv načrt, želimo, seveda, da bi vam uspelo. Najlepša hvala za pogovor, gospod Jankovec. Hvala lepa. No, ampak če se vam je vse skupaj morda zdelo nekoliko zapleteno, zdaj kako sploh razumeti te sodobne tehnologije, sloviti japonski podjetnik in filantrop Masayoshi Son jo pojasnjuje takole: strojna oprema, se pravi hardware, je lobanja, čipi so možgani v glavi, programska oprema ali software je modrost, podatki pa so znanje. Vsega imamo pri nas tudi dovolj. Kakorkoli, hvala za pozornost in ko gre za odmeve, lahko noč, jutri bo oddaji z vami kolegica Rosvita Pesek. Srečno.